Že davno preden se je začela evforija z SUV-ji, so pri Hyundaiu naredili avto, ki za razliko od njihovih drugih terencev ni bil narejen, da bi se naokoli vozil ves čas umazan. Takrat smo začeli govoriti o cestnih terencih, o tudi športnih terencih, o SUV-jih, a ti urbani avanturisti so se od takrat naprej izredno močno spremenili. Vsekakor današnji Tucson ni namenjen predvsem lovcu, ki ima veliko cestnih voženj, med njegove stereotipne kupce bolj spadajo mame. V Tucsonu svoje otroke na popoldanske aktivnosti peljejo bolj udobno, jim je pa pri tem verjetno še bolj pomembno, da v Tucsona vstopajo brez zagat tudi takrat, ko oblečejo tisto bolj seksi krilo in obujajo visoke pete. In ja, Tucson je postal tudi družinski avto. Za razliko od prvega Tucsona, ki je imel prtljažnik velik samo toliko, da so šli vanj motorna žaga, gojzarji in klobuk, je novi Tucson zlahka kos tudi poletnemu pakiranju za kampiranje. In zadnja klop je dovolj prostorna, da se bosta otroka dobro počutila tudi takrat, ko se bosta v najstniških letih raztegnila do odraslih mer. Tokratna prenova sicer ni prinesla bistvenih sprememb. Klasične evolucijske oblikovne popravke je res da moč hitro zaznati, toda bolj pomembno se nam zdi, da je izboljšala že znane elektronske sisteme. Aktivni tempomat po novem tudi ustavlja in speljuje, samodejni menjalnik je prestavljal točno tako, kot smo želeli, in ta klasična generacijska posodobitev je Tucsonu prinesla tudi vse aktualne sisteme, ki spadajo v moderen avto, na primer CarPlay. Avto je družine sicer že prej prepričal, zdaj pa še toliko bolj.